Jaz sem prepričan, da Pomurje potrebuje nek drugačen impuls, ki ga od sebe ob tako nizkem bruto družbenem proizvodu in tako veliki brezposelnosti ne zmore sam. In razlike se bodo povečevale, dokler bo država tako mačehovska do Pomurja. Samo en primer iz zdravstva, ker sem bil pač izzvan za področje zdravstva. Samo primer. Poglejte, v Sloveniji, vi veste, magnetna resonanca, CT in podobne preiskave so izredno pomembne za posege, kirurške, vse druge stvari v zdravstvu. In kako dolgo se čaka na ta pregled? V Sloveniji je približno 25.000 takih pregledov na leto. Toliko jih plača Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tisti zavod, ki pobira sredstva iz cele Slovenije in jih potem deli v vse pokrajine. In pričakovali bi, da bi jih pošteno delil. Enako v Ljubljanski regiji, enako v Obalno-kraški in enako v Pomurje. Pa vendar, Murska Sobota, bolnišnica, je bila ponovno odklonjena in nimate CT-ja, oziroma magnetne resonance. Nimate ga. Še vedno boste hodili v Maribor na magnetno resonanco. In kako je po Sloveniji z magnetno resonanco? Osrednja slovenska pokrajina, ki ima 25% prebivalcev, opravi 35% vseh pregledov v Sloveniji, magnetne resonance. Dobro, bomo rekli, Ljubljana tudi pobere nekaj več od drugod. Pa vendar, Obalno-kraška regija, ki ima 106.000 prebivalcev, vi jih imate 122.000, pa nimate magnetne resonance. Imajo torej na Obalno-kraški regiji 5% prebivalcev in potrošijo 25% vseh magnetnih resonanc, ki se plačajo iz skupnih sredstev. To je ta mačehovski odnos. Da ne naštejam, da ne govorim, kako se plačuje operacija žolča v Murski Soboti neprimerno manj kot v Ljubljani, kako ne dobivate sredstva za kadre, za nove kadre in podobno. Ne govorim o tem. Govorim o mačehovskem odnosu države do pokrajine. In gledajte, zdaj se pripravlja zakon. Zakon o vaši pokrajini. Jaz se bojim, da bodo dve velike napake v tem zakonu. Da bomo tako, kot se napoveduje v zakonu o zdravstveni dejavnosti, kjer se ne govori o izboljšanju in ojačanju diagnostike, kadrov, zdravnikov, sester in podobno, ampak o nekih novih inštitucijah, ki bodo spremljale zdravstveno stanje, ki bodo govorile, kaj naj zdravniki in sestre delajo, ki bodo analizirale o novih inštitucijah v pokrajini, o novih administracijah, o novih birokraciji. Bojim se, da bojo tudi te pisarne, da bo tudi ta pisarna zopet neka nova administracija, neka nova birokracija, ki bo dobro plačana, seveda iz tistih sredstev, ki so namenjene za Pomurje. Naše stališče je pokrajino ustanoviti, dati sredstvo v pokrajino, delajte s temi sredstvi, krčite. Kajti vedno velja, čim bližje daš sredstva tistim, ki jih potrebujejo, tem bolj racionalno jih bojo porabili.